Ola, evo, danes sem hotel narediti video o temu, da kako preteklost človeka po eni strani nema veze. In bom razložil na kratko in na dolgo, kaj s tem mislim. Torej, zakaj preteklost človeka nema veze in kdaj ima veze? Da bojo ljudje jasno razločevali, zato ker v tej javnosti oziroma pač v kolektivu se podajajo samo neka mnenja, ki zares ne vodijo nikamor in so samo neko... Jaz imam dostikrat feeling, da ljudje rabijo samo nek medij, zato da bi izpadli pametni, zato ker rabijo potrditev, da so pomembni, da so vredni, ker v resnici niso. Ker če namen tvojih sporočil, če nisi dojel inteligence, da je najvišja oblika inteligence povezovanje ljudi, če nisi tega dojel, potem vse ostalo, kar govoriš, vodi k razdruževanju in torej nisi zares inteligenten. I'm very sorry. V glavnem, zakaj sem zdaj to povedal? Zaradi tega, ker boš v javnosti dostikrat slišal od nekih novinarjev oziroma ljudi, ki preprosto uživajo v tem, da komentirajo stvari. In takšni ljudje imajo podcaste v Sloveniji in po celem svetu in online in offline zelo radi komentirajo, ampak ne delajo nič drugega, kot prispevajo k šumu. Zdaj, ko sem to omenil, si lahko pogledaš prejšnji video, enega nazaj, ki govori ravno o tem, da kakšno odgovornost ima vsak človek v tej družbi. Zato, ker ljudje so zelo neodgovorni, ko ni otroci. Večinoma so na tem svetu sami otroci, na svetu. Nimamo odraslih, zrelih ljudi. Te, ki nas vodijo, so otroci. In hotel sem samo povedati, ker ljudje bojo zelo limitirano v iluziji, da so zelo inteligentni, govorili, da kako v bistvu ne moreš človeku zaupati, če je imel slabo preteklost. Naprimer, nekdo bo komentiral nekega politika in bo rekel, da ta politik, no pa poglejmo, če je zaupanja vreden, naprimer, če bo prinesel kaj dobrega v naš sistem, zato ker še ne vemo, ker še ni bil naprimer na oblasti in bo nekdo dal koment, ja, no pa poglejmo njegovo preteklost, je kradel, to pa to, šel se je droge, mogoče celo bil v zaporu, vidimo, kakšno preteklost je imel, a bi radi, da imamo takega človeka, in potem valjda vsi rečejo ne. In pač hočem samo povedati, da kako... In potem taki ljudje bojo še govorili, kako drugi v sistemu usmerjajo druge ljudi, nas, k nekim prepričanjem, ki si v bistvu ne želimo, ker nas oni v bistvu vodijo v to prepričanje. V bistvu pa sami delajo isto, s tem, ko skušajo kao nasprotovati, ampak te vodijo v njihovo prepričanje. Hočem povedati, da ljudje se delajo, da ti dajajo z nekim komentarjem, z nekim neopredeljenim mnenjem, ti dajo kao opcijo, da ti razmišljaš svojo glavo, da predstavijo kao realno situacijo, ampak v bistvu ti usilijo svoje mnenje. In se sploh ne zavedajo, da to delajo, ali pa delajo to nalašč. In jaz sem hotel samo povedati, da naprimer, to se isto dogaja v svetu med moškimi in ženskami. Ne samo tako, naprimer, da ljudje gledajo naprimer nekega politika in potem vsi tej novinarji, ki so naprimer šli čez preteklost tega politika ali pa nekega voditelja ali pa nekega liderja v kakršnikoli skupnosti, kjerkoli, na bilo katerem nivoju, bo zmeri tako, kakšno je imel preteklost, če je imel takšno preteklost, to pomeni, da je tudi zdaj takšen. To pomeni, da je tudi zdaj takšen in torej, če je imel takšno preteklost, mu ne moremo zaupati. In isto se dogaja, to med moškimi in ženskami, torej v partnerstvih, v odnosih, isto se dogaja. Samo na internet in boš videl, ženska ima otroka, je ločena, čez 30 let, ojoj. Torej, če je ženska samohranilka, torej da ima otroka in je ločena
pomeni red flag, kao ta ženska z njo nekaj narobe, njena preteklost gleda, da je v kurcu, to pomeni, da je ona v kurcu. In spet, te ljudje kao delajo, te ljudje, ki govorijo o teh stvarih na tak način, kot sem zdaj tukaj predstavil, in o politikih, in o ženskah, in o vseh ostalih panagah, vse ko se govori tudi o moških, iste stvari. Te ljudje kao te opozarjajo na neke stvari, ampak v bistvu predstavljajo svojo limitirano verzijo, torej en svoj pogled na to situacijo, ampak to ni realnost situacije. Realnost situacije bom jaz tukaj predstavil, pa boste vi sami povedali, če je to realnost situacije. Torej, to je en pogled, ki je vreden, je pomemben in je smiseln, ampak to nas ne definira. To nas ne definira. Ljudje, ki dajo takšne poglede, zmeri sklepajo, da se ljudje ne spremenijo. Ljudje sklepajo, ki dajo takšne poglede, zmeri sklepajo iz svoje perspektive. Zato, ker se jaz ne spremenim, pomeni, da se tudi drugi ne spremenijo. Takšen, kakršen si pol cel life. In če so ljudje sami takšni, potem sebe projicirajo na druge in mislijo, da so tudi drugi takšni. Ampak jaz in marsikdo drug je dokaz, da spremembe so možne in ne samo, da so možne, drastične so lahko. Čudeži obstajajo. Za take ljudi so to čudeži. Za tiste, ki doživljamo evolucijo, vemo, da je to en del realnosti, da lahko se spreminjamo na veliko boljše, da lahko pridemo iz disharmonije v harmonijo, da so ozdravitve in vse ostale spremembe iz disharmonije v harmonijo možne. In pač oni temu rečejo čudež, zato ker so pač limitirani, ker gledajo iz svoje perspektive šibkosti, ker si mislijo, jaz sebe ne morem spremeniti, zato se niti drug ne more. In to projicirajo na druge ljudi. In v glavnem, to je del realnosti, ki ga izpostavljajo, ampak v njihovi realnosti, kjer se spremembe ne da doživeti, kjer spremembe niso možne. V realnosti človeka enega, kot sem jaz in tisti, ki spremembe doživljamo, ki doživljamo evolucijo, ki doživljamo spremembo, je to nekaj normalnega, ni to noben čudež in je to v bistvu naravni potek človeka, ki se ne upira soočenju z življenjem. Če se ti ne upiraš, če si ti močen človek in se ne upiraš soočenju z življenjem, z spreminjanjem življenja, z situacijami, ki ti življenje predstavlja, če se temu ne upiraš, zato ker si močen in pogumen in predan, če si tak človek, potem je sprememba iz disharmonije v harmonijo avtomatsko dejanje. Je evolucija nekaj, kar nam je inertno, po defaultu del nas in je neizbežno. Samo ljudje, ki se upirajo življenju in s tem omejujejo, da bi imeli evolucijo, samo takšni ljudje imajo takšne perspektive, kot sem jih prej omenil. In bi rad samo nekaj povedal. Pejte si pogledati prejšnji video, ker omenim to isto stvar, kot bom tukaj omenil, mogoče iz druge perspektive, ampak fora life je, poglejte življenje vsakega človeka, poglejte življenje vsakega človeka na tem planetu. Fora life, ki je fora vsakega človeka, torej life vsakega človeka je, da prideš v ta life. Life je test. Življenje je test, nič drugega. Življenje je samo en test. Prideš v življenje, doživiš disociacijo, torej travmo, nekaj groznega, skozi katero stvar bo v tvoje telo vcepljen strah, zato da boš ta del, ki si ga hotel izraziti ob tej grozoti, ne boš več izražal. Torej, fora life je, da ti skozi travmo doživiš disociacijo, da nehaš živeti en del samega sebe in živiš v tej disociaciji toliko časa, dokler ne trpiš toliko močno, da preprosto moraš pogledati vase, da vidiš, da življenje tvoje in zrcaljeno skozi druge ljudi, da ti prinaša destrukcijo, dokler ne prije do tega, ne boš pogledal vase. In pol boš pogledal vase in boš videl, da je treba nekaj spremeniti. In ko boš videl, da je treba nekaj spremeniti, boš začel iskati pomoč, kako to spremeniti. In ko boš naredil cel research in prešetal vse, kar obstaja,
boš videl, boš pač prišel do resnice, da edina sprememba je, če se soočim z lifeom takšno, kakršno je. To je edina možna sprememba. Ti lahko spremembo doživiš samo, če se z realnostjo soočiš takšna, kakršna je. In ko se boš soočil z realnostjo takšna, kakršna je evolucija neizbežna in torej fora life je, da doživiš travmo, disociacijo, trpljenje, ki te opomne na to, da se moraš zbuditi v lifeu, pogledati vase in pol pogledaš vase in se začneš počasi živeti dele sebe, ki jih nisi živel, zato da postaneš končno ne otrok, ampak odrasel človek, ki je sposoben biti cel in zrel in s tem odgovoren. In torej, počasi začneš, najprej se zavedaš tega in potem počasi začneš delati integracijo, življenje tega, kar do zdaj nisi živel. Začneš živeti to, kar nisi živel. In to delaš počasi, brez nobenih substanc, nič ne rabiš, to delaš počasi tako preprosto, samo da se vdajaš v te občutke neprijetnosti. In to je to. To je to. Torej, nehaš se posluževati distrakciji in se začneš vdajati v neprijetnost, ki ostane, kadar nimaš distrakcij. Ker distrakcije uporabljamo zato, da se ne bi ukvarjali z realnostjo, ki je neprijetna. In torej, ko se začneš vdajati v to neprijetnost, samo od sebe, ker se ne upiraš in si predan, samo od sebe se dogaja evolucija in se dogaja samo od sebe integracija. To je naša lastna, inertna, po defaultu inteligenca vsakega človeka. Nema veze, ali imaš ti trojni doktorat, ali si prebral 10,000 knjig v lifeu, nema veze. To je nekaj, kar smo mi narejeni iz tega. Ti si ljubeča inteligenca. Najjačji izraz za Boga, kar sem slišal v lifeu, je besedna zveza inteligentna ljubezen oziroma ljubeča inteligenca. To je to, kar si. Ljubezen je nekaj, kar sprejema in inteligenca je nekaj, kar avtomatsko s tem, ko sprejema, torej inertno izvaja evolucijo, torej skozi sprejemanje izvaja evolucijo. Kaj je to drugega kot ljubeča inteligenca? Samo skozi inteligenco in ljubezen gremo lahko naprej. Drugače ne moremo iti naprej. In to je nam ugravirano, to smo mi smo del tega. To je Bog. To je ta sila, o kateri vsi govorijo. To je to, ko rečejo ljudje, jaz ne verjamem v Boga, obstajam, da je nekaj več. To je to, kar si rekel, da verjameš v Boga. To je ta sila. To je najbolj tako preprosto je, tako prežeto je z nami, iz tega smo narejeni, da je tako blizu nam je, da smo slepi tega. Kako boš človeku boljše skril neko resnico, kot to, da mu jo postaviš pred oči, da mu rata tako samoumevno, da bo cel cajt se naučil gledati skozi njo, zato ker mu je tako samoumevno. Jaz vam tukaj razkrivam neko mistiko življenja, ki jo v šolah ne boste slišali in niti v duhovnosti jo ne boste slišali. Do tega pridejo redki ljudje. In v glavnem, kaj sem sploh hotel povedati? Hotel sem povedati, da preteklost življenja človeka nema veze, če je človek na neki točki dojel, da tako več ne gre naprej in da se je treba spremeniti. Če človek, jaz poznam ogromno ljudi in večina je takih ljudi. Večina je ljudi, ki tako kot živijo, bojo živeli do smrti. Torej v nekem krču nezavednosti bojo preživeli življenje in pol imaš ene ljudi, ki so isti kot te, ampak na površini kao delajo neki na umu, neke psihološke, terapevtske, psihoterapevtske, neke vaje, neko kao zdravljenje, ampak v resnici nič zaprav in v bistvu so isto nespremenjeni ljudje, oziroma taka počasna evolucija, da je zanemarljiva. In to so vsi ljudje, ki radi živijo v življenju z nekim občutkom iluzije kontrola. Torej, kao neka iluzija kontrola življenja. Torej, ti misliš, da imaš nadzor nad življenjem, ampak v bistvu v resnici ga nimaš. In s tem, ko se cel cajt upiraš, ampak se samo vsake toliko sprostiš v tistem delu, ki ti je cool, misliš, da nekaj delaš, v bistvu pa ne delaš nič, sam mešaš drek.
Ker v življenju mi nimamo kontrole. Life je usoda. Če bi si mi izbirali life, bi si izbrali najbolj simple life ever, vsak normalen človek. Ampak life nam lih z namenom, kdaj smo najbolj zrasli? Takrat, ko smo šli čez najtežje stvari v življenju. Torej, najtežje stvari v našem življenju, ko smo se naučili lekcijo iz njih, so nam bili največji darovi. Največja možnost za našo največjo rast so bili najbolj težki deli življenja. Torej, naše življenje ni nič drugega kot test moči. In torej, cel ta life je tako narejen, da ko priješ v life, doživiš skozi travmo disociacijo, ravno zaradi tega, da si skozi življenje in trpljenje na neki točki dokažeš, da v bistvu si ti sposoben, dovolj močen iti čez to, da v bistvu si ti močen po defaultu, da si ti močno naravno bitje. In človek, ki dojame to v življenju, ki mu je dovolj trpljenja in išče odgovore na to, tak človek, za takega človeka njega preteklost ne definira. Tiste ljudi, ki so limitirani in vidijo zmeri skozi ista očala svet, ker so sami taki, takšne ljudi definira njihova preteklost. To se popolnoma strinjam. Ljudje, ki ne doživljajo evolucijo, ki mislijo, da evolucija ni sposobna, ki živijo v tem krču celo življenje, oziroma samo v glavi in v totalni disociaciji od telesa in vseh ostalih vsega ostalega dela inteligence, ki prihaja iz telesa, vsi te ljudje, to so vsi te intelektualni ljudje, ki jih imamo, to je 90% ljudi na svetu. Vsi te voditelji, novinari, večina folka živi samo v glavi. In te ljudje ne bojo doživeli nobene evolucije v življenju. Te ljudje, za njih je res, če pogledaš njihovo preteklost, lahko rečeš, to so oni, takšni so. Ampak ljudje, ki so se predali življenju, ljudje, ki imajo dovolj trpljenja, ljudje, ki bi radi se predali v mistiko življenja in se usedli v vero, ne v religijo, v vero. Vera je najvišja oblika inteligence. Vera je, ko ti spoznaš, da zares ne veš, ko se nehaš delati, da veš, ko si nehaš lagati in si priznaš, da nimaš pojma, da vemo zelo malo in da več ko zveš, več vidiš, da ne veš. Ko to dojameš v lifeu, ko dojameš ta nivo integracije življenja, vidiš, da vse, kar ti ostane, je vera. Vera je vse, kar imamo in to je vsi imamo in to je vsem skupno. Tu smo vsi identični, nema veze, kakšno kožo imaš. Vera. In ko ti ostane vera, vera je glavno orodje, ki ga rabiš, zato da se ti spustiš v neznano. In evolucija je zmeraj nekaj nepoznanega. Ti lahko evolucijo dosežeš samo, če greš v nepoznano. Če greš v poznano, ne dosegaš evolucije. Evolucija je nekaj nepoznanega, nekaj, kar še nisem doživel. Nek del mene, ki ga še nisem živel, neka oblika mene, ki je še ne poznam. To je evolucija, iti v neznano. In za iti v neznano rabiš vero. Ne moreš iti v neznano z glavo, z nekimi prepričanji oziroma z nekimi razumevanjem oziroma informacijami. V neznano greš lahko samo z vero. To pomeni, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak zaupam, verjamem, da bo vse tako, kot mora biti, da je sila, ki me je dala na ta svet, mi je omogočila vsak korak in ta ista sila me bo tudi oduzela iz tega sveta. Ljudje govorijo o Bogu, omenjajo besedo Bog, rečejo sila, rečejo ljubezen in rečejo, da verjamem, da nekaj več je, ampak v resnici je to samo misel v glavi za njih. Ni zate to živeča izkušnja. Živeča izkušnja je šele, ko ti zares ne vede, torej si dovoliš biti neveden in s tem stopati v neznano in preprosto edino stvar, na katero se lahko usedeš, kadar stopaš v neznano, je vera. In to pomeni potem živeti Boga in ne samo verjeti vanj. Živeti življenje in ne samo verjeti v življenje. Živeti v mistiko, v to silo in ne samo verjeti v njo. Živeti, smo prišli živeti. In torej samo, če si tak tip človeka, da si toliko zrel, da si ratov toliko zrel v življenju in da si videl, da vse, kar nam je bilo predstavljeno, življenje, ki smo ga živeli do zdaj, ne pelje nikamor, da je vse samo neka iluzija kontrole, kjer se delamo, da vemo, v resnici nimamo pojma in si ne upamo priznati, ker smo prešibki in da končno sprejmemo ta del nas in se usedemo na edino, kar imamo in to je vera, zaupanje, da bo vse tako, kot more biti.
če smo prišli do sem, bomo prišli do konca in šele tukaj lahko ti z vero, ko si v veri, stopiš v nepoznano, končno v evolucijo, končno se lahko odrešiš preteklosti in začneš ratovati nov človek na poti integracije. Jačega, kot to ni v lifeu. In v glavnem za takega človeka preteklost nema veze. Torej vsak človek, ki je pripravljen to dojeti, ki je dovolj zrel, ki je pripravljen na učitelja, ki je pripravljen na to znanje, na ta misterij življenja, vsak človek, ki je pripravljen na to, ki se mu zdi ful domače, kar govorim zdaj ta trenutek, vsak človek, torej če ti te videi niso dovolj stopil v kontakt z mano in drugače te videi so dovolj, ampak če misliš, da niso in bi rad vodenje, ponujam tudi to. Ampak hotel sem samo povedati, da tak človek, edino tak človek se lahko odreši svoje preteklosti. Edino tak človek se lahko odreši preteklosti. Drug človek se ne more. Samo če opustimo to idejo, da mi vemo, samo če opustimo to idejo, lahko končno gremo v nevednost, ki je evolucija. Samo tako lahko doživiš evolucijo, v nevednosti, v veri. To je edini način. In jaz ne govorim o religiji, govorim o sposobnosti verovanja, ki je itak nekaj, kar delamo mi vsi cel life in je vsem nam ugravirana kot neka sposobnost življenja. Za takega človeka je preteklost, ga ne definira več, ampak je preteklost nekaj, torej kar ga ne drži več šibkega. Takega človeka preteklost ne definira več, ga ne drži več šibkega, ampak ga jača in ga je naredila modrega. To je, če pogledaš, alkimija. Torej nekaj, kar si doživel namesto, da te drži šibkega, limitiranega, prestrašenega v krču in te definira, si vse to pretvoril z vero, drugače itak ne gre, v vera, ki te pelje v integracijo, v vse to gorivo življenja si pretvoril, vse to trpljenje, vse to si pretvoril v svojo moč, v svojo suverenost, v svojo naravnost, v harmonijo. Si se odrešil preteklosti in si zdaj nov človek, si drugačen človek, si celosten, avtentičen, pristen, resničen, nevodljiv. Takega človeka ne definira več preteklost, ampak ga v bistvu je naredila modrega. In hotel sem povedati, da torej vsi ljudje, ki non-stop govorijo o politikih, o voditeljih, o moških, ženskah, o komorkoli, v bilo kateri panogi življenja, ko govorijo tako, da gremo samo pogledati njegovo preteklost, pa da vidimo, kakšen je, ali ljudje bi radi bili s takšnim človekom, to je zelo limitirana perspektiva. Zato, ker mogoče ti ne doživljaš spremembe v življenju, ampak nekateri jo. Jaz vem, da jo. In tudi nekateri drugi jo. In tisti, ki vejo, da jo lahko, tisti, ki jo doživljajo, ki si to dokazujejo iz dneva v dan, vejo, da so to lahko samo izkušnje, ki nas bogatijo. Če si sposoben se predati življenju, ampak ljudje se niso sposobni predati življenju. Tisti, ki pa so se, ki so dovolj močni in se upajo podati v neznano, v vero, tisti bojo pa naredili integracijo in pač bojo končno dokaz nemogočega iz perspektive tistih limitiranih ljudi. Enkrat sem poslušal in se strinjam popolnoma s tem, kaj pomeni samozavest. Samozavest ne pomeni biti popoln,
ampak sprejemati svoje stanje nepopolnosti. Torej, biti cool, samozavest, pomeni biti cool s tem, kakršen si ta trenutek, sprejeti svojo nepopolnost in vseeno se počutiti cool glede tega. Ne, da si happy, ampak da si cool. Da si sposoben sprejemati, torej samozavest je moč. Biti samozavesten pomeni ne biti popoln, ampak da ti sprejemaš svoje lastno stanje takšno, kakršno je. Z vsemi nepopolnostmi, ki so prisotne, z vsemi nerazrešenimi stvarmi, ki so prisotne, ampak si jih sprejel. Si sprejel to stanje. Čeprav nisi popoln, to stanje sprejemaš in odgovarjaš zanj. To je samozavest. To je moč. Samozavedanje, torej da se zaveš samega sebe. Samozavest je samozavedanje. Zavedam se, kakšna je trenutna situacija, to pomeni, da jo sprejemam in od tu naprej, to je zelo velika moč, ampak od tu naprej zdaj lahko končno začneš delati integracijo, začneš živeti dele sebe, ki jih nisi upal živeti. In samozavedanje je pomembno, ampak ni konec, to je začetek poti. Konec poti, oziroma življenje te poti, je pa, da ti nevrološko oziroma energetsko v svoji individualni izkušnji, energetsko in nevrološko v svojem telesu, ti začneš spuščati dele sebe, ki jih do zdaj nisi živel. In to je proces, ki zahteva konstantno ponovitev, vztrajnost, dokler ne pride do tega, da si zdaj tak spremenjen, naravno tak, spontan tak. Da ne rabiš več truda in vlaganja v to, ker si res zdaj točno takšen, kakršen si po naravnem, po defaultu. To je to. In zato rabiš samo vztrajnost. Da ti počasi vsakič, ko te bo življenje nepripravljenega testiralo, da dokažeš iz spontanosti, da si ti zdaj spremenjen, da si sposoben skozi telo v svoji individualni izkušnji spuščati skozi sebe, dele sebe, ki jih prej nisi bil sposoben. In tukaj ti dokazuješ in si prislužuješ integracijo in na neki točki jo imaš celo zasluženo in si nov cel človek. To je to. In to lahko doživi vsak človek. To je naša naravna inteligenca. To je naša naravna inteligenca. In kot sem rekel, moč ni v tem, da si popoln, ampak da si na tej poti. To je moč. Moč je predanost življenja, ne pa neka popolnost. Ker predanost ti bo prineslo popolnost. Kdaj? Pitaj Boga, to ni od nas odvisno. Ampak predanost ti bo to zagotovila. Torej biti vdat se, predati v življenje, ti zagotovi tvoj cilj. In to je vse, kar je pomembno. Da se usedeš na vlak, da čičeš na vlaku in ne mrdneš dol iz njega. To je vse, kar je pomembno. Torej, samo še eno lekcijo sem hotel dati ljudem, ki tako obsojajo in definirajo ljudi po njihovi preteklosti, zato ker so oni sami taki. Sem hotel samo še povedati to, da če bomo, itak sem že marsikaj povedal do zdaj, ampak če bomo tako zmeraj obsojali oziroma definirali ljudi po njihovi preteklosti, kam bomo prišli? Ker noben ni brez greha. To je fora. Če bomo zmeraj, le pomislite malo, kakšno inteligenco imajo te ljudje, ki zmeri ljudi definirajo po njihovi preteklosti in potem mislijo kao, da ščitijo ljudi s tem, ko rečejo, ne bomo tega človeka imeli za vodjo, ker ima tako preteklost. In mislijo, da delajo dobro. Poglejte to slepoto in nezavednost takih ljudi, ki to delajo, ker realno, mi smo vsi v preteklosti grešili, mi smo vsi v preteklosti delali sranje. Potem takem noben ne more voditi. Noben ne more voditi. Če bomo zmeri ljudi definirali po njihovi preteklosti, potem noben ni cool. Potem noben ne more voditi, ker vsi smo ga srali, ker cela fora life je, da ti disociacijo doživiš. In ko si v disociaciji, pomeni, da si ranjen, da si ranjena srna, ne moreš živeti vseh delov sebe. Ko si ti v disociaciji in glede na to, da je namen life, da vsak disociacijo doživi skozi travmo v otroštvu, vsak jo je. Jaz ne poznam človeka, ki nima travme, ki ni v disociaciji. Vsak človek ima disociacijo. To je namen tega life, da se soočimo z njo in da si dokažemo moč. Drugega itak life nima smisla. Torej, če je to namen life-a,
ko si ti v ranjenem stanju, v disociativnem stanju, ti lahko v svet samo dodajaš k disociaciji in ranjenosti. Ranjen človek lahko samo rani druge ljudi, ne more zdraviti ljudi. Ranjen človek ne more zdraviti ljudi, je prešibek. In če si šibek, lahko daješ samo šibkost. Pa to vidimo skozi vse odnose. Že naši starši so nas ranili in potem skozi naše odnose, kako smo se ranili en drugega. Pač, dokler si v stanju disociacije, v stanju ranjenosti, šibkosti, kar je cel svet je v tem stanju. Pa vse, kar se dogaja v svetu, samo zrcalo nas samih. Torej, vsi gremo čez ta proces ranjenosti in če bomo ljudi zmeri definirali po njihovi preteklosti, kako bomo lahko kogarkoli izbrali za vodjo pa rabimo, kako bomo lahko kogarkoli izbrali za vodjo, če bomo zmeri definirali ljudi po preteklosti, kjer jo ima vsak posrano, ranjeno, kjer je delal grešil, zato ker je bil šibek in nezaveden, ne v neintegriteti. Kakšna je to inteligenca teh ljudi, ki mislijo, da so toliko dovolj inteligentni, da lahko delajo podcaste in da lahko v javnosti, offline in online, govorijo o teh stvareh. Ne, tega pa ne bomo izbrali, to žensko pa ne bomo izbrali, čuvajte se teh in teh ljudi, ker imajo tako in tako preteklost. To ni nobena inteligenca, to je zelo limitirano. Ampak gledajo po sebi, takšni, kakršni so sami, mislijo, da so taki drugi, ker se sami ne spreminjajo, mislijo, da so drugi ne spreminjajo. Ampak jaz se spreminjam in poznam ljudi, ki se spreminjajo in to za nas ne drži. Zdaj pa na tebi, na kateri strani hočeš biti na strani spremembe, a hočeš biti na strani limitiranosti, ki nam je bila vsajena in sploh naša ni. Hočeš biti fake ali hočeš biti pristen. Hočeš biti šibek ali hočeš biti močen. Kako bomo kadarkoli izbrali koga, če bomo zmeri gledali po preteklosti, kjer imamo vsi skrhano in ranjeno preteklost. Če bo šel gledati preteklost vsakega človeka, vsak je delal sranje v preteklosti, ker če si šibek, lahko samo šibkost delaš, če si ranjen, lahko samo raniš. In to smo delali vsi. To je zelo glupo. To je zelo glupo. Ampak ljudje so toliko v glavi, toliko živijo v glavi, da mislijo, da je to neka inteligenca. Da so dovolj inteligentni, da grejo lahko govoriti v javnost, da imajo svobodo govora, da kao prispevajo, kao ščitijo ljudi s tem, ko jim dajo novo informacijo, zato da lahko ljudje imajo nek dodaten vpogled, ampak to je samo šum. To je samo usmerjanje ljudi v neko drugo prepričanje. Aha, če je bil tak cel life, pomeni, da je takšen zdaj. To je zelo limitirano. Torej, nikoli ne bomo mogli iti naprej v lifeu, začeti sprejemati ljudi, če jih bomo definirali po njihovi preteklosti, zato ker smo sami takšni, da dovoljujemo, da nas definira preteklost. Samo če končno sprejmemo, da je sprememba možna, ker jo vidimo v drugih ljudeh in smo jo sami doživeli, in ponujamo dobesedno usmeritev v to, ne samo še en šum na sceni, ampak usmeritev v to. Ko bomo dojeli, da je to možno, bomo pač končno lahko začeli puščati za sabo preteklost in bomo pač lahko ljudi začeli gledati, kakšni so zdaj oni ta trenutek. Nehati gledati preteklost človeka, ampak pogledati, da vidimo, kakšen je človek zdaj ta trenutek. Čeprav je preteklost od vseh nas v kurcu in bi po tej logiki bili vsi nezaupanja vredni, končno lahko, šele ko sami doživljamo integracijo in se spreminjamo in s tem opuščamo preteklost, končno si lahko dovolimo, da sebe vidimo, kakšni smo zdaj ta trenutek. In tako lahko tudi druge vidimo, kakšni so ta trenutek. To, kar sebi dovolimo, dovolimo tudi drugim. Drugače ne gre. In torej, kar sebi dovoljujem puščati preteklost za sabo, ne zato, ker jo neki disociativno odmeditiram stran, kako to uči duhovnost, ampak ker jo začenjam živeti, ker si začenjam dovoliti čutiti in živeti vse dele sebe, ki jih v preteklosti nisem. Če rabiš vodenje glede tega, javi mi. Če nisi dovolj na nivoju, da bi sam to delal. V glavnem, če pač, zdaj sem se zgubil,
v glavnem pač, če sebi dovoliš pogledati sebe frišnega, kakšen si brez preteklosti, zato ker imaš integracijo, ne zato ker si jo odmislil stran, oziroma se delal, da si jo odmislil stran, ker res jo ne moremo odmisliti. Če imaš integracijo in si dovoliš torej iz preteklosti pobrati vse najboljše in končno ratati frišen, moder človek, če to sebi dovoliš, je to edina stvar, ki jo lahko dovoliš potem tudi drugim. Drugače ne gre. Kar sebi dovolimo, lahko dovolimo drugim. In potem končno ta limitiranost, to limitirano dojemanje drugih ljudi odpade. In lahko končno ljudem damo šanso, da se spoznamo v realnosti, v trenutku, kakšni smo. Da skupaj doživljamo evolucijo. Ja, le vsi smo ga srali. Da vidimo zdaj, kakšen si. Gremo od zdaj naprej. Jaz pravim že celo življenje pravim, da nema veze, kaj je bilo v preteklosti. Gremo narediti vse to, kar sem do zdaj rekel. Gremo se naučiti iz nje. In spet sem se zgubil. Gremo se naučiti iz preteklosti, v glavnem, In v glavnem, kaj jaz cel life govorim? Jaz cel life govorim, da nema veze, kakšna je bila preteklost, koliko smo ga srali. Pomembno je, šanso imaš vsak naslednji trenutek življenja popraviti to. To je ena, očitno je to neka čarovnija, ki se ljudje ne zavedajo. Da nema veze, kakšna je bila preteklost. Mi imamo zmeri naslednji trenutek in teh naslednjih trenutkov je do smrti. Torej ogromno jih je. Mi imamo od preteklosti naprej trenutek, naš sedanji trenutek in vsak naslednji trenutek do smrti, šanso se naučiti iz nje in biti drugačni. To niso samo lepe romantične besede, to je za nekatere, kot sem jaz in še nekateri drugi, živeča izkušnja. Vse, kar smo naredili do zdaj, nas lahko definira, lahko pa nam da moč, da to vse integriramo, spremenimo in smo od tega trenutka in vsak trenutek naprej drugačni oziroma imamo šanso to popraviti in ratati biti drugačni. To šanso imamo, jaz to govorim že cel life. Nema veze, kaj se je zgodilo. Si ti zdaj pripravljen te stvari popraviti? Nisi. Si zdaj ta trenutek pripravljen? Nisi. Si čez 5 minut pripravljen? Mi imamo toliko trenutkov, toliko priložnosti imamo v življenju, vse skupaj obrniti, popraviti, sprejeti odgovornost, se pogledati brez umazanih očal in začeti delati integracijo, se vsesti na vlak. Vsak trenutek, niko v realnem lifeu, v javnem potniškem prometu, na pol ure, ki gre bus mimo. In če ga zamudiš, priješ čez 2 ure v Koper. Nijamo tako. V realnem lifeu imaš vsako sekundo vlak, ki te čaka z milijon vagonov, da se lahko ljudje usedejo gor in da gremo na poti harmonije. Vsak trenutek imaš šanso in zdaj ta trenutek je že tu vlak. Vlak je zdaj že tu, ta trenutek te čaka. In še vsak naslednji trenutek je cel cajt tu na postaji čaka, da se boš ti usedel gor, da popraviš, da se daš na pot popravljanja za vse, kar se je zgodilo v preteklosti. Toliko šans imamo, sploh ne moremo prešteti, neprecenljivo je, neskončno šans imamo, neskončno šans do smrti pač jebiga, do smrti imaš šanse, da se usedeš na vlak, da začneš to spremembo, integracijo življenja. In marsikdo ne bo tega prepoznal v življenju, tako kot večina folka, ki na internetu se ne dojema, da prispevajo k disharmoniji, namesto da bi stremeli k harmoniji, ampak zato, ker tega ne živijo. So limitirani in živijo disharmonijo in potem sam pač so en javni prikaz tega, disharmonije. In mislijo, da delajo dobro, a slepi kot kurac. Pač mi imamo milijon šans imaš in nikoli ni pozno. In zmeraj si dovolj močen, da se s tem soočiš. Ker ljudje mislijo, zdaj je že toliko cajta minilo, toliko let je minilo, jaz sem zdaj že šibek, jaz nimam več energije za to.
ravno soočenje s tem, da začneš sproščati iz sebe preteklost, ki ni bila izživeta, to te ubija. In torej ravno to ti jemlje energijo, neizražanje preteklosti. Ko začneš sproščati preteklosti iz sebe, ko jo začneš živeti, torej v sedanjosti in prihodnosti, to preteklost, ki bi mogla biti živeta, ko jo začneš živeti, začneš pridobivati nazaj energijo, zato ker vse to, kar smo tlačili samega sebe, svojo lastno energijo smo tlačili, zato jo pa nimaš. Torej, nema veze, kdaj ti začneš to izražati. Pri 50, 60, 70, 80, makar par tednov pred smrtjo, če boš ti to naredil, torej bolj zmatran, ko boš v lifeu, preko začneš delati, energija se ti bo vrnila. Nema veze, koliko star boš in koliko zmatran si. Enkrat, ko začneš živeti to svojo preteklost, ki bi mogla biti izražena in ni bila, in je upiranje temu konstantnemu neizražanju preteklosti te ubija, če končno začneš se predajati v življenje in sproščati to in začeti živeti to, ti ravno to da energijo. Jaz sem zmeri starejši fizično, ampak imam zmeri več energije. Zmeri več energije imam, zato ker ne tlačim več samega sebe, ker vse dele sebe začenjam živeti, živim. Kaj nam vzame največ energije? Največ energije nam vzame to, da enega dela sebe ne živimo in se potem žremo znotraj sebe. To nas ubija, to nam jemlje energijo. Prvo kot prvo zaviramo neko čustvo v sebi, neko stanje, neko počutje. Tesno gre samo za čustva, za kakršnokoli stanje in počutje, izraz samega sebe. Ga ne živimo, ga ne upamo izraziti skozi telo, to je edini način, ko lahko izraziš, ga ne izrazimo in potem, torej to je prvo, kako se uničuješ, in pol drugo se še uničuješ tako, da se v glavi sekiraš in premlevaš neko situacijo v nedogled, ravno zaradi tega, ker je cel cajt spodaj nek energetski naboj neizraženosti. In torej samega sebe ubijamo. V glavnem, izpostavil sem limitiranost takih ljudi, ki to govorijo, da dve glavne lekcije, da to je limitiranost, sem dokazal, da je limitiranost. In drugo sem dokazal, da torej na tak način ne pridemo nikamor, ker imamo vsi prst od marmelade, ne? Vsi smo ga srali, ker smo bili v disociaciji, torej vsi smo grešniki, hočeš ali nočeš, ker drugače ne gre. Fora je, da si grešnik in da se pol tega očistiš, to je cela fora lajfa. In drugo je torej to, da imamo zmeraj šanso, da pridemo do spremembe. Zmeraj imamo to šanso. Kadarkoli v lifeu se odločiš, imaš to šanso. In torej, več imamo šans za spremembo, kot da nimamo. Torej, tisti, ki ne vidijo sposobnost spreminjanja, ki ne dovoljujejo šanso, da bi človek bil frišen ta trenutek, da ga pogledamo frišnega ta trenutek in ga pogledamo, kakšen je zdaj in ga ne definiramo po preteklosti, takšni ljudje so pač slepi do amena. Da ne vidijo, da je več šans za evolucijo kot proti evoluciji. In da kako v bistvu izražanje te inteligence, ki je zelo limitirana, prispeva k kaosu. In ljudje delajo to pred neko pretvezo, mogoče celo torej zavedno ali pa nezavedno, oni mogoče res zavedno mislijo, da delajo dobro, nezavedno pa delajo slabo. Pač to je slepota ljudi, to je slepota, v kateri živimo. To je to. See ya. For sure, I don't wanna be ya.